Prva stvar, ki v našem DNK-ju je Božja prisotnost. Zato vedno začnemo s slavljenjem, vzamemo si čas za slaviti Boga. Karkoli delamo, iščemo, da je Bog v uni stvari. Če imamo hišno skupino, hočemo, da je Bog tam. Na popolni svobodi mora biti Bog tam. Karkoli delamo, mora biti Bog tam prisoten. Amen? Vse deluje po Božji prisotnosti. Dajmo si pogledati en citat iz apostolskih del. V bistvu, če bi rad videl, kako je prva cerkev izgledala, si bere apostolska dela. To je prototip cerkve. To je cerkev v začetnih fazah, v povojih, ki se je pol iz tega razvila naprej. Poglej si apostolska dela 2:2. Jezus je šel v nebesa in rekel, fantje, nikamor ne hoditi. Ne imeti nobenih programov, ne imeti nobene organizirane religije. Počakajte, da Sveti Duh pride. Amen? Mi pa skozi se trudimo organizirati eno religijo, imeti nekaj, da bo vsem cool in tako naprej. In oni prekaj, počakajte, Sveti Duh bo prišel, ne si narediti religije, počakajte na Svetega Duha. Amen. In kaj se je zgodilo? Nenadoma je prišel Sveti Duh. Haleluja. Cerkev, jaz ne vem, kako je s tabo. Ampak če še nisi nenadoma skočil v Božjo prisotnost, pol ful zamujaš. Pol sploh ne boš razumel, kaj delamo v krščanskem centru. In nas bo skozi hotel brenzati, dokler pač si ti več ne dal ukvarjati z nami. Apostolska dela 2:2. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar. Wow, haleluja. Kakšne je to cerkev? In napolnil vso hišo, kjer so vse zadrževali. Nekaj je Sveti Duh prišel. In kaj se je zgodilo cerkev? To več niso bili isti ljudje. Amen? Amen. A imaš to pričovanje? Imaš to pričovanje, da nisi več isti človek? Danes so 3 ljudje sprejeli Jezusa v Šentjurju in ta en mladenič, ki je sprejel Jezusa, je rekel, pač povedal vse žive probleme, ki ima v družini, se je rekel, lej, tukaj noter, za tabo, dve vrsti za tabo sedi človek, ki je sprejel Jezusa, živel pač 10 let v isti hiši, z isto ženo, s katero živita ločeno, ampak sta samo v isti hiši, imata skupnega otroka, ampak ko je človek sprejel Jezusa, mu nič ni bilo treba narediti, samo domov je prišel izpolnjen Svetim Duhom.